Že čez dober mesec se bo po vseh slovenskih šolah začelo vsakoletno preverjanje telesnih zmogljivosti. Že 5. leto zapored pa se podobna preverjanja vrstijo tudi za odrasle. Je že gneča? Pridružila sem se eni od brezplačnih meritev za odrasle, ki jih raziskovalci z Ljubljanske fakultete za šport, Zavoda FitLab in Kineziološke fakultete iz Zagreba organizirajo po različnih slovenskih krajih in ki je v svetu edinstveno, saj nikjer ne vodijo tako sistematičnih meritev za odrasle. Dan. A vi tudi greste na testiranje? Ja. Kjer aplikacija je to, da se še izporjavim? Ne, se QR kodo. Sistem je preprost. Vsak, ki želi izvedeti, kako zdrav in fit je bil, je ali lahko še postane, na spletni strani SlowFit preveri datume meritev, se nanje prijavi, ustvari svoj profil, na telefon si naloži tudi brezplačno aplikacijo, kamor si lahko potem vpiše rezultate svojih meritev, hkrati pa dobi vpogled tudi v podatke meritev v otroštvu. Koliko moram biti pa stara? Zakaj? Ne vprašam. Ja, ni starostne omejitve. Starejša od 18. Ja. Pa do 100.000. Ja. Okej. Pa če povedi? V sklopu SlowFit so lani začeli tudi nacionalno raziskavo Pot v odraslost, ki bo s pomočjo podatkov o telesni zmogljivosti z otroštva in življenjskih vzorcev na poti v odraslost skušala odkriti, kako le-ti vplivajo na zdravje in kakovost našega življenja. Raziskava, ki bo trajala vse do leta 2027, je eden najambicioznejših poskusov, da bi razumeli, kako telesna zmogljivost že v otroštvu in mladosti vpliva na zdravje ter kakovost življenja v odrasli dobi. Torej moram osebni karton, ja? Je ta moj? Ja. Včasih je bil ta kartonast. Pogled na rahlo drugačne vrste preizkušenj, v primerjavi s športno-vzgojnim kartonom moje mladosti, me je rahlo presenetil. Čisto drugo je. Teku stisk pesti, dotikanje, ok, to je v redu, predklon, sedi. Ni teka, te shoje je. Danes ne bo tako naporno. Da vidimo. Op, garderoba. Vsi si želimo zdravja, dolgega življenja, večne mladosti, ampak večna mladost ne obstaja. Obstaja pa nekaj, kar je blizu njej, vitalnost. In ta se ne skriva v lepotnih salonih, na operacijskih mizah, ampak na igriščih, na sprehodih, v telovadnicah, na poteh, kjer smo se odločili, da bomo naše telo ohranili živo. Slovenci smo svetovni fenomen, ko govorimo o gibanju in športu. Smo med vodilnimi državami glede športnih dosežkov na prebivalca in se hkrati uvrščamo med najbolj telesno aktivne države na svetu za otroke in mladino. A kljub temu, da slovenski otroci po telesni zmogljivosti prehitevajo svoje evropske in svetovne vrstnike, ne moremo mimo tega, da imamo vsakega 4. otroka in 5. odraslega predebelega. Za povrh podatki kažejo, da se slovenski otroci in mladostniki po upadu telesne zmogljivosti zaradi epidemije še vedno pobirajo prepočasi, stagnirajo oziroma celo nazadujejo. Dejansko, kar se pri nas dogaja, je, da se otroci vse bolj diferencirajo, razlike so vse večje. Vodja nacionalnega sistema športno-vzgojnega kartona v mednarodnem prostoru in član SlowFit ekipe Gregor Starc opaža, da še nikoli nismo imeli tako super fit in hkrati tako ne super fit otrok, kot jih imamo danes. Približno 9% je tistih, ki lahko rečemo, da so res super fit na ravni otrok, ki so sposobni dosegati svetovne titule, svetovne prvake. Tistih na drugi strani je pa zdajle tam verjetno okrog 11%. Že malo zamujam, jaz sem ob 4, pa je že 20 čas. Moja skupina se je že zdavnaj ogrela. To bo rdeči karton. Minus točke bodo tukaj. Zato, medtem ko so drugi bili že na sredini testiranja, sem jaz izpolnjevala šele vprašalnike. Ne. No, super. Pred glavnim preizkusom še merjenje višine, teže, obsega pasu in pritiska. In pulza je 76, kar je super. Oksimeter nama pa ni nič pokazal, tako da bo vaše Sem brez kisika. Ne, upam, da ne zgleda tako, da ima ga bata dovolj. In potem, ker neogreto telo lahko kaj hitro prikliče poškodbe, me je čakalo še ogrevanje. Evo, in sva pripravljeni. Greva na teste. Prvo je bilo na vrsti merjenje eksplozivnosti in moči nog. Odlično. V kombinaciji z ostalimi gibalnimi sposobnostmi je to pomembno za ohranjanje vitalnosti v pozno starost. Lažje namreč obvladujemo padce ali izgubo ravnotežja. Imamo pa 88. Super.
Evo, nadaljujeva, naprej pa na teku v osmici. Tek v osmici je pokazatelj agilnosti, torej sposobnosti hitrega spreminjanja hitrosti in smeri gibanja celega telesa v prostoru. Še. Super. Evo, 6,5 sekunde. Ampak kdaj? Je bilo hitrejše. Takšna vadba aktivira različne mišične skupine, vključno stabilizatorji trupa, ter krepi sklepe in vezi. Zaenkrat se mi je zdelo, da sem še v pravih okvirih. Pa greva mogoče lahko kar tamle naprej na stisk pesti. Dobra moč ročnega prijema je pomembna za vsakodnevno življenje. Praviloma naj bi bili ljudje z močnimi rokami močni tudi v drugih delih telesa. Zdaj morate pa pomisliti na nekoga, na katerega ste ful jezni. Zakaj tebe gledam? Slabši rezultat bi lahko nakazoval izgubo mišične mase, kar se po 40. letu ne sme dajati v nemar. In pa pustiva. A vidiš, jaz nisem jezna na ljudi. Ne mi to reči. Najslabše je bilo to. Ni. Druga najboljša. Druga. No. Tako. Prav zaradi spoznanja, da je moč mišic močno uplahnila, se je preizkusa telesne zmogljivosti udeležila tudi Marija Bitenc, ki sem jo srečala ta dan in ki se je že oktobra vključila v projekt Zmigaj se do vadbe. Jaz sem rada hodila, rada hodim, nisem pa delala vaje za moč in mislim, da sem to rabila. In zdaj pač to delam in se dobro počutim, je fajn. Nedaleč stran sta učinek 3-mesečne vadbe, na katero sta se prijavila zaradi skupnega izziva in odgovornosti za svoje zdravje, merila tudi Darko Žigon in Miha Slabe. Je pa fino videti, kje si. Ja, definitivno. Sploh pri teh malo bolj zrelih letih, če lahko tako rečem. Kaj ste boljši? Ja, pa razdržljivost je siguren, pa ne vem, moč v nogah je sigurno večja. Velikokrat v zrelih letih pozabljamo tudi na ohranjanje gibljivosti. In pa pustiva. Evo, ta je pa 40. Nizek rezultat tega testa bi lahko pokazal, da sem izpostavljena povišanemu stresu. Ta povečuje mišični tonus, prekratke zadnje stegenske mišice pa lahko predstavljajo večje tveganje poškodb pri sunkovitih gibih nog. Nijam moči, imam pa gibljivost. Končno je prišel na vrsto preizkus, ki se od otroštva edini ni prav nič spremenil. Dotikanje plošč z roko. Stop. Bravo. 38. Preizkus s ploščo so pravzaprav izumili ameriški vojaški piloti za preizkus sposobnosti hitrega prenašanja impulzov živčnega sistema ter njegovega utrujanja. Slabi rezultati bi lahko nakazovali na slabšo prevodnost živčnega sistema, na prenizek mišični tonus mišic rok in ramenskega obroča ali stabilizatorjev trupa, ki rokam dajejo oporo. Zdaj greva gor in dol. In potem je prišla na vrsto ena od preizkušenj, ki mi je bila kot otroku najtežja. Tokrat sicer z rahlo prilagoditvijo. Super vam gre, ta je že 30. Še trikrat tok. Ja. Mišice trupa so temelji stabilnosti in moči. Če bi telo primerjali s kocko, bi na sprednji ploskvi bile trebušne, na zadnji hrbtne mišice, na zgornji ploskvi trebušna prepona, na spodnji mišice medeničnega dna. Stranske ploskve pa stranske trebušne mišice. Močno zgrajena kocka, tudi če jo vržeš na tla, obstane. In tako ima tudi človeška kocka boljšo kontrolo nad pravilnim gibanjem, ki ne povzroča kroničnih bolečin in poškodb. 3, 2 in še zadnji. Ja, stop, odlično. V osnovni in srednji šoli nas je na koncu kartona čakal še tek na 60 in 600 metrov. V Slofit odrasli pa je to zamenjano s hojo. Imava še 4 minute pa pol, hodiva. Hodiva. 6-minutni test hoje mi je dal informacijo o moji srčno-dihalni vzdržljivosti. Močno srce, ožilje in pljuča namreč olajšajo vsakodnevne napore, prav tako pa je visoka raven aerobne moči povezana z zmanjšanjem tveganja za nastanek kroničnih bolezni in prezgodnjo smrt. Še 15 sekund. Hoja. Hoja. Na koncu se preizkus vseeno ni izkazal za tako nezahtevnega. Ja, kar Ja, naporno. kar preseneti človeka. Res je, klane te bolijo. Te sprednje. Ja, mene tudi to. Ja. Še ne dovolj ovrednotena v sistemu, pa kljub temu prostovoljno na voljo, me je na koncu čakala še vesa v zgibi. Jaz bi že kar spustila. Vesa v zgibi nam daje podatek o moči in vzdržljivosti rok ter ramenskega obroča. Kaže na našo sposobnost obvladovanja mase lastnega telesa. Še malo, še. Evo, 45 sekund. Samo niti minuto ne zdržim. Kaj? Pejt ti.
Vesel vzgibi je bila pa, tako kot marsikjermu, je bila zahtevna, ampak bi pa rekel, da je tista zelo pomagala, da si tudi tam naredil eno tisto trmo, ki te mrviče danes malo žene naprej. Tako o spominih na šolski športno-vzgojni karton, vse svoje hrani kar v osebnem arhivu, pa člane ene najuspešnejših športnih družin v svetu, Cene Privc. Danes se Cene profesionalne skakalne smuči zamenjal za gostinski predpasnik in vodenje svoje kavarne. A kot pravi, ima gibanje vtkano v organizem, tudi po zaslugi družinske vzgoje. Ja, takrat so tebe vlekli v hribo, zdaj pa so za ostale. Da imamo toliko raznolikih vrhunskih športnikov meni, je kriva tudi slovenska nacionalna zavest. Slovenci jo gradimo skozi šport, ne nazadnje tudi s sokolstvom. Za povrh sta pomembna tudi dober sistem in strokovni odnos do športne vzgoje. Skoro malo me je strah, koliko je trenutno samega športa prisotnega pri mladih v šolskem sistemu. In nasploh potem v srednji šoli bi bilo tega še malce manj. Tako da v tistem obdobju skoro malo pogrešam šport. Študije vse kažejo, da je šolski sistem najpomembnejši, ker so pač v njem vsi otroci. Tisti, ki izvaja program, je strokovno seveda najvišje kompetenten, za kar starši marsikdaj pač niso. Marjeta Kovač, članica katedre za pedagogiko in didaktiko z raziskovalno ekipo Slofit, nenehno išče sistemske izboljšave, ker podatki v svetu so zaskrbljujoči. Namreč pojavljajo se nam v svetu izjemno katastrofalni rezultati, primer objave japonskih raziskovalcev ali angleških raziskovalcev kažejo, da otroci, ki vstopijo v osnovno šolo, niso sposobni sedeti. Zato, ker so preskočili neke faze razvoja. Naprimer, niso jih dali na tla, da bi se plazili in lazili. Otroci so bili predvsem nošeni in potem postavljeni v neke hojce. Študija 3 generacij, ki jo trenutno zaključujejo na ljubljanski fakulteti za šport, je pokazala, kako različni v slovenskem prostoru so gibalni vzorci nekoč in danes. Naprimer, gibanje vnukov od doma je danes v primerjavi s starimi starši zmanjšano za kar 1/5 kilometrov. Ljudje stari, naprimer 60-70 let, je pomenilo, da so se lahko gibali tudi več kilometrov samostojno, stran od doma, peš s kolesom. Danes v bistvu se otrok gibljajo v nekem radiusu kilometra in nič kaj več, pa večinoma ne sam. V Skandinaviji se že 10 let trudijo vrtce in šole vrniti tvegano igro. Podirajo varna igrala in postavljajo takšna, ki so otrokom izziv, ker otrok se največ nauči iz padcev in porazov. In česa sem se po koncu preizkusa zmogljivosti, nekatere rezultate sem vzela tudi jaz bolj kot poraz, naučila tudi jaz? Stih s pesti. To ste bili močni, spet v zeleni coni. Ja, poglejte, ker sta bila 85 centil. Koordinatorka merjenja Jerneja Premelč si je vzela čas, kot so ta dan za vse, ki so prišli sem, naredili tudi ostali člani ekipe Slofit, in pokomentirala moje rezultate. Nanje pa obesila celo nasvete. Potrebna je mišična moč kot taka, je varovalo zdravja. Če ste bolni, telo vedno ščrpa iz mišic. Sarkopenija, vse to, kar pomeni osteoporoza, je posledica lahko tudi tega premalo mišične mase. Mi vedno svetujemo za odraslo dobo, da imate, 2krat na teden, recimo, da delate z bremeni. Za srčno-dihalno vzdržljivost seveda hoja, ampak ne samo hoja, ampak tudi mičkeno višja intenzivnost, da v bistvu napredujemo lahko. To je priporočljivo tako 3krat na teden, če bi gibljivost je dovolj, recimo 1krat na teden. Znanstveni podatki kažejo, da bi se morali otroci za zdrav telesni razvoj, ki bo lahko vplival tudi na kvaliteto življenja kasneje, gibati vsaj 3krat na teden po 60 minut. V 1. in 2. triletju v šoli res da imamo 3 ure športne vzgoje, v zadnjem pa le 2. Nobene logike ni. V bistvu v tem obdobju, ko so vsi, 7., 8., 9. razred, ko vsi vstopijo v puberteto, ko bi rabili največ impulza, da bi ta svoja nova telesa, ki so zrasla, spet naredili zmogljiva, glih takrat jim vzajemo. Sicer se jim damo izbirni predmet, se imajo izbirni predmet, se ga 70% otrok izbere, še vseeno veliko. Ampak tukaj je tisti 30%, o katerih jaz skozi govorim, da jih ni.
Zdravniki na preventivnih pregledih opažajo tudi porast slabe drže otrok in to že pri prvošolcih. K pouku prihajajo z bolečinami v hrbtu, kar je bilo pred 20 leti velika redkost in bi se dalo preprečiti z gibanjem, meni starc. Po koroni, naprimer, so se stvari izboljševale, zdaj smo pa v zadnjih 2 letih dosegli nek plato, oziroma letos, v letu 2025 je prišlo celo do rahlega nazadovanja v določenih stvareh. Tako da vidimo, da nismo v bistvu z večine v izobraževalnem sistemu nismo naredili kakšnega preboja, sploh ne v osnovni šoli, da bi zagotovili več telesne dejavnosti, ker vemo pa, da je danes če dalje težje se zanašati na to, da bodo otroci doma dovolj telesno dejavni. Tistih 60% že, ampak tistih 30% nas skrbi. A kljub temu smo z nekaterimi trendi lahko kar zadovoljni v primerjavi z drugimi državami. Še posebej slovenska dekleta so med 20% najboljših v Evropi. Tudi odrasle Slovenke se gibljemo več kot ostale pripadnice ženskega spola v svetu. Ko so preverjali rezultate 20-metrskega stopnjevalnega teka, ki ga sicer ni v športno-vzgojnem kartonu, so slovenski otroci v mednarodnem prostoru prekašali vse, razen otrok iz Zimbabveja, ki živijo na visoki nadmorski višini in so verjetno tudi zato bolj vzdržljivi. Potem je bilo nekaj časa nič, potem so bili Japonci, Norvežani, potem pa spet velika praznina za njimi. Tako da z tega vidika je pri nas zelo dobro, ampak z vidika tega, kako dobro je že bilo, smo pa lahko zaskrbljeni, da so stvari šle navzdol in jih moramo poskusiti popraviti. Vrnimo se še enkrat nazaj. V telovadnico Fakultete za šport, kjer sem po zaključku preverjanja srečala Davida Vodiška. Mladeniča, ki se je pri 26 letih odločil, da sam oziroma tudi strokovno pomočjo popravi tisto, kar mu do sedaj ni uspelo oziroma lahko morda celo rečemo, ni uspelo sistemu. Ste zadovoljni? Bolj kot v srednji šoli že. David se je s prekomerno težo in določenimi predsodki soočal že od otroštva in nikoli mu ni bilo vseeno. Stisnili imeli tudi super rezultat. Zdaj pravi, ima tršo kožo, predvsem pa odločenost, da poskrbi za svoje zdravje. Teža je skoraj ista, samo bolj sem napredoval fizično, sem močnejši, to je pa to. Je dober občutek, ne? Pa. Je. Podatki so jasni, telo si zapomni naše navade. Redno gibanje pomeni več zdravja, več samostojnosti, boljšo kvaliteto življenja, kar potrjujejo tudi naše edinstvene meritve v svetu. Vitalnost torej ni naključje, je odločitev, ki jo sprejemamo vsak dan.